In setup. Insane. Kam si me privabo, to je noro. Fantje so nori. Tako, ena ideja, kot če bi probali to, da bi se malo igrali. In oni se grejo čisto vsakeč igrati z mano. In danes, ko sem prišel, sem pa to videl, sem bil tako, Miha, Jakob, svaka čast, Anže. Ampak pazi to zdaj. Le zdaj. Kaj pa to? Čisto do. Ti tega itak nisi videla, ampak vi pa ste. Ja, progress report. Klejlek bova zdaj delala, po moje. Na Spotlightu. Kako si se počutila, ko si to videla? Torej, vse te gumbe, vse te luči itd. Gumbi so takih lušnih barv, ki bi jih kar malo pritiskala. Drugače pa malo me je stisnil. Ker ne mora biti toliko v Spotlightu, zdaj je središče pozornosti. Drugače je, kot smo v pisarni, pa je bilo tako bolj cozy. Ampak se bom sprostila, da mi še minutko, dve, pa bom domača. Lih ta feeling je, takega moramo več iskati, po moje. No. Se to tudi mi dva z najnim skupnim delom, pa sama po sebi probava temu slediti. Tam, ko te stiska, pojdi čez to, pa nekaj naredi. Tako da za tale progress report danes bova šla nazaj v ono obdobje, kjer sva zadnjega delala, kjer si v bistvu ti meni med progress reportom rekla, jaz pa ne bi tega workshopa zdaj delala, tako kot sva ga. In to naj jo kar pelal pol po nekih takih poteh. Tako da poleg tega bi se dotaknil malo, kako si ti to obdobje doživljala, kaj se ti dogaja s formo, z ostalimi stvarmi. Jaz bom povedal malo tudi o tem, kaj se je meni dogajalo, kako sva skupaj pol nekako iz tega prišla do webinarja, ki ga bova zdaj organizirala 9.3., pa do workshopa, ki ga delava zdaj na totalno drugačen način, ampak kakor sem jaz dojel, obema nerealno rezonira. Način, na katerega bova šla zdaj v to. Mame bo zanimalo tudi, kako je bilo na dispenzi v Ameriki in pa ostale stvari, ki mogoče pridejo še zraven. Good? Good. Ok. Greva nazaj. Oktober 2025 sediva na podcast reportu oziroma progress reportu in ti rečeš, da ne bi si želela zdaj le še enega tazga izziva dati, kot je še en workshop sfurati v kratkem času, konc leta itd. In jaz sem ti se takrat zahvalil že v progress reportu in po še 10-krat potem, ker si naju zelo lepo ustavila, ker se nama je obema malo modil. Kaj se je od te točke naprej pri tebi začelo dogajati? Ok, najprej ta moment se ga spomnim, da mi je bilo malo težko ti povedati, itak. Nisem vedela, kako boš reagiral in sem zelo hvaležna, da si na tak način, kakor potem si. In je bila res prava odločitev, sploh si ne znam predstavljati, da bi v tisto norišnico ob koncu leta dodala še workshop. Vem, da ne bi mogla delati tako kvalitetno, kot si želim delati, tako kot vem, da znam delati in sem zadovoljna s to odločitvijo, zelo. Ti pa očitno tudi, no, se mi zdi, da sva oba rabila to obdobje rekalibracije, kaj si želiva, v čem sva res dobra, pa jaz sem rabila ugotoviti, kam bi šla na dolgi rok, ne samo nekaj na hiter, samo zato, da sodelujeva, pa imela sem nek občutek pod tem strahom, da to ne bo konec najnega sodelovanja, ne glede na to, kaj bo prinesla ta odločitev. In sem imela prav očitno. Yeah. Dejansko ga je poglobil, ja. Vsa ta iskrenost, kot te imam tudi shranjeno v telefonu, je meni ful pomagala. Sploh s tem, ko si to naredila, si mi pomagala opaziti del mene, ki je na silo spet hotel nekaj. Ta achiever. To pač itak, dajmo si naložiti, kolikor lahko nosimo, pa shendlimo. In ja, saj to je cool. Ampak jaz sem takrat tudi event pripravljal, ta velika, v festivalni. In v trenutku, ko si ti to rekla in sem jaz to sprejel, sem se zavedal, ok, to bo konkreten finančni izpad in se je aktiviral ta del mene, ki ga je strah scarcityja. Ampak istočasno sem počutil eno tako ful veliko olajšanje. Ok, jaz zdaj lahko svoj fokus namenim dejansko eni stvari in to stvar naredim dobro. In ko sem začel razmišljati, če bi jaz rabil še workshop zdajle delati, koliko bi to stvari za sabo potegnili in koliko bi bil jaz takrat
raztresen, pritisk bi na maksimum obratov itd. In mislim, da si obema pač takrat omogočila, da sva se ustavila in bolj zrelo pogledala na to celo sliko. Ne? Kako lahko to igro igrava čim dalj časa. Ne samo kako lahko zvezden utring zasijeva pa ugasneva. In dejansko, če pogledava zdaj nazaj na eno sodelovanje, tako kot sva se na začetku dogovorila, 3 stvari, da narediva. Eno je workshop, event v živo, oziroma webinar, event v živo in workshop. To sva vse spalala v eno leto. In poglej, kam nam je to pripeljalo. Do točke, kjer se zdaj v bistvu pogovarjava o totalno drugačnem workshopu in stvarih, ki se bojo dogajale. Ampak preden greva na te stvari, daj me pel zdaj v to obdobje, kjer si ti v bistvu po eni strani se soočala s podjetniškimi izzivi v formi in potem šla na Joe Dispenzo. Kaj se je v tem obdobju dogajalo, pa greva pol naprej na Dispenzo. Okay. Marsikaj se je dogajalo, pri meni v podjetništvu predvsem to, da sem mislila, da bom izgubila podjetje oziroma ga zapustila za en čas, ker je bilo pretežko mi. Zato sem tudi na eno sodelovanje prekinila za en čas. V bistvu nisem bila fair do svojega podjetja, ker sem ga za en čas dejansko zapustila, mu nisem dala dovolj pozornosti in se je čutila, da me rabi moje podjetje. Zato sem se zdaj vrnila nazaj in naredila konkretne spremembe. Zaprla sem eno lokacijo od 2, pa šla sem nazaj delati s strankami, da sem postavljena za sistem in zdaj se pozna že po 2-3 tednih je čisto druga struktura in občutek v podjetju. Tudi stranke so rabile, da sem se jaz vrnila, da je malo ta prisotnost neke avtoritativne osebe zadaj, ki ve, za čim stoji, pa da se mi predstavlja, kaj se dogaja. In trenutno sem zadovoljna, kako sem sperala zdaj v 3 tednih v bistvu, da spet teče in da mi bo kmalu spet omogočila to svobodo, da se spet umaknem, ne pa to, kar sem se do zdaj, tako da bom ostajala prisotna 1 do 2 na teden. Zelo velikokrat mišljala sem o tem, zelo veliko v Ameriki predvsem, pa sem videla, da to ni moja dolgoročna prihodnost. Medtem, to, kar se mi da pogovarjava, pa breathwork delavnice so. To čutim tako v notranjosti telesa in tako se mi tudi pojavljajo vizije in občutki predvsem, ko končam z nekim delom, pa z nekim sestankom ali pa ko pišem v dnevnik, točno vem, kam želim iti. Hkrati pa ne želim zaključiti te podjetniške zgodbe še, ker traja že 10 let in mi je toliko veliko dala, da se počutim sama sebi dolžna jo na lep način speljati. Tako. Respekt. Hvala. Kako bi opisala občutke, s katerimi si se soočala v teh izzivih? Spet je prišla neka anksioznost nazaj, sem da jo zdaj dobro poznam, pa znam shendlati, toliko imam orodij, da zdaj vem, kaj delati z njo. Pa pač bilo je treba narediti ful korakov spet. Ne sam sanjariti, pa čakati, da se bo nekaj spremenilo z lepimi željami, ampak mogla sem res delati spet garati en čas. Kratek sicer, ampak očitno zdaj znam to na lažji način narediti, da ne izgorim, ampak zapeljem kolesje in potem se lahko spet umaknem. Kaj ti je najbolj pomagalo skozi vsa leta pri spopadanju z anksioznostjo? Moram reči, da je ena stvar, ampak konsistentno delo na tem, prepoznavanje občutkov, dovoljevanju, da so tam. Včasih sem se toliko bala tega občutka, ki je res neprijeten. Anksioznost, ki je mene prevzela, je imela kontrolo nad mano celo. Zdaj pustim, da je tam, dokler mi ne pove, kaj je bistvo, kaj je zadej. A sem res na napačni poti, ali sem premalo proaktivna na nekem področju, ali nekaj ne delam prav, ali sem pa preobremenjena, kar je večinoma. Ali pa si toksično produktivna, ne? Toksično produktivna tudi kar lahko. Je preobremenjenost v bistvu. Ja. Pa pač delam zdaj različne stvari. Največ meditacija, ker res delam že vsak dan. Takrat, ko smo midva začela s podcastom, ko si ti mene povabil na podcast, sem nekje bila v začetku, se pravi zdaj bo 2 leti počasi. To se mi ful pozna, da ko opazim, da se nekaj zgodi v zunanjosti, ne reagiram toliko, kot sem včasih. Bolj opazim, pa potem lahko premišljeno naredim naslednjo potezo. Nisem več impulzivna, se mi zdi, vsaj približno ne toliko, kot včasih. Potem pa dajanje sebe v situacije, ki so mi neprijetne. Vedno večkrat, ko to naredim, vedno lažje mi je in pol gotovim, da so mi sploh niso neprijetne, v bistvu. Ful enih stvari mi ni groznih.
oziroma hitreje mine. Tudi še vedno nastopanje me je strah, ampak pač grem in potem vsakič, ko sem na odru par minut kasneje, tako, pa se to ni tako bad. Pač sam ljudje so, ki si lahko mislijo svoje, ki si itak, zdi se mi škoda življenja, da ga ne bi preizkušala, pa ne bi imela čim več različnih izkušenj in se dala v situacije, ki mi povzročajo občutke, take pa drugačne, zato sem tukaj. Anksioznost je ena stvar, ki je zelo pogosta. Veliko ljudi, po moje, da skoraj vsi smo enkrat v življenju jo občutili, kakorkoli, na kakršenkoli način. Ampak ne govori se pa nekaj dosti o tem, tako malo je dana na stran, deal with it. Ti pa po drugi strani zelo odprto o tem rada govoriš, tudi mi, da se velikokrat pogovarjava o tem, kakorkoli. In tudi ljudje se zdaj nate že obračajo, tako da jih pač rešeš, ampak iz vidika, kako ti handlaš anksioznost. Kaj bi rekla, da je pa pri tem delu pomembno, ko nekomu drugemu probaš pomagati, ko je anksiozen, kako podpreš človeka, ki se spopada z anksioznostjo? Ja, dejansko jaz rada o tem govorim, ker vidim, koliko ljudi se odzove na to. Mogoče je res premalo govora na tem področju. In mi pišejo, da me razumejo in da jih redko kdo toliko razume, ker pač govorim samo iz svoje izkušnje. Vedno jim povem, da nisem terapevtka in da nimam profesionalnega znanja na tem področju, da lahko samo svojo izkušnjo delim, pa jih poslušam, če želijo ali pa rabijo to. In jim pokažem orodja, ki meni pomagajo, kar ne pomeni, da bo njim tudi, ampak tako. In s tako hvaležnostjo pridejo potem nasproti, ki jim na ta način predstavim, da jih ne bom rešila, ampak samo odprla prostor. Zdaj sem začela delati 1-na-1 breathwork, kar se je zgodilo čisto spontano, ker mi pišejo punce z podobnimi težavami in rečejo, da ne želijo na skupinsko delavnico, ker jih je strah, da se bo tam zgodila kakšna taka stvar, kakšen napad panike ali pa anksioznosti. In potem naredimo 1-na-1 v varnem majhnem prostoru, z nežnostjo in s tem, da jim pač omogočam, da če ne želijo nadaljevati, nehajo in tako naprej. In se je izkazalo, noro, pač pridejo fulanih občutkov ven, razumejo se boljše in potem uporabljajo to orodje tudi doma naprej, breathwork, da se bolje spoznajo, pa da si upajo v ta občutek hiperventilacije, ki je v tem primeru, ko delamo breathwork, namenjen temu, da povzročimo nek občutek malo tudi panike v telesu, ampak kontrolirano in s tem, da telesu damo vedeti, da je vse ok, na varnem si in jaz te bom rešila ven iz tega občutka. Jaz te dajemo ta občutek, ampak jaz te lahko tudi rešim ven. In potem, ko se v neki taki življenjski situaciji ponovi občutek panike, lažje znamo priti ven, ker ga že poznamo. In že telo ve, da se lahko zanese na nas, da ga bomo rešili ven iz tega. Torej, namesto da pustiš, mislim, da ustvarijo iz te negotovosti, kaj se z nami točno dogaja, namesto da jim pustiš, da te peljejo v strah in v še večjo paniko, v fight or flight, je dihanje orodje, ki ti bo vedno pomagalo k temu, da se stabiliziraš in potem še z druge strani nekako si sam sebi daš vedeti, daš pogum, vse bo ok, bili smo že tukaj, samo minilo bo, tudi to bo minilo, ostanemo prisotni. Ker če si ti v umu, če ti začneš o tem razmišljati, kaj se mi dogaja, bom dol padel, ne vem kaj, dihanje je hitro, plitko in ti v trenutku, ko ga stabiliziraš, se lahko scentriraš. A bi rekla, da je nekako tako? Večplastno je to. V bistvu odvisno, kakšen način breathworka uporabiš. Lahko so tehnike, ki te pomirjajo v trenutku in so zelo uporabne takrat, ko si sredi recimo nekega paničnega napada ali anksioznosti. Recimo to, ko Huberman dovolj veliko govori o tem, se pravi globok vdih, dodaten vdih in potem izdih. Ja, pa čim daljši izdih. Če hočemo se pomiriti, probamo dihati skozi nos in skozi prepono, se pravi z uporabo prepone, trebušno prepono, ko vdihnemo vdih v trebuh. In izdih. In podaljšujemo izdih. Daljši kot je izdih, bolj aktiven parasimpatikus in bolj smo umirjeni. Torej za vsakega, ki mogoče pride kdaj v neko situacijo, ki je malo bolj stresna, ki občuti, da se začne napenjati, celo malenkost anksioznosti, nekako je to, ko ozavestiš, to narediš in pomaga. Ja, meni definitivno pomaga, tako da bi priporočala, naj probajo. Pa eno stvar sem še začela probavati, da takrat, ko imam občutek preobremenjenosti, se uležem na hrbet in dam roke za glavo, kot da sem na plaži, kot da sem na varnem, ker s tem probala sem, to nisem nikjer prebrala, ker dajem telo v položaj
v bistvu signaliziram možganom, da sem na varnem. Ker v tem položaju nikoli nisi takrat, ko si pod stresom. Odprta sem za vse nevarnosti, vse je ok. In s tem nekako pošiljam impulze možganom, tako se mi zdi, vse je ok, tukaj si. In potem diham v trebuh in prepustim tem občutkom, da se sprocesirajo in kar nekaj se zgodi, nekaj gre skozi mene, ker ne znam zares opisati, samo občutki so potem in mine. Dam si 10 minut ležanja na hrbtu, dihanje skozi trebuh, zaprte oči imam, pa možno si v tišini ali pa zelo mirna glasba, vsakič se pomirim, tako da zelo dobra stvar. Drugi aspekt tega breathworka je pa v bistvu to, kar jaz največ uporabljam, pa tudi prakticiram na teh delavnicah, da gremo zavestno v simpatiku, se pravi ta del živčnega sistema, ki je odgovoren za strah in v bistvu mi želimo dati telesu zavestno paničen odziv, se pravi hiperventilacijo in zadrževanje diha in potem hkrati top-down kontrola, se pravi možgani dajo telesu vedeti, na varnem si in s tem vadimo, v bistvu povečujemo svojo kapaciteto za nek strah in za odziv na stresni respons. Tako. In potem, ko končamo to, jih vodimo meditacijo in v vse dele telesa in sproščamo neko napetost. In na koncu tako blaženi, pač večinoma rečejo, da še niso bili tako mirni enkrat v življenju, da ne vem, so imeli toliko lepe občutke, da so v nebesih. En je rekel, jaz sem bil v nebesih, nikjer druge, sem ga please ne iti predaleč. Pa ful hvaležnosti čutijo, pa odvisno kakšno meditacijo vodimo, včasih gremo v to, da vadimo občutke, zato da čim večkrat signaliziramo možganom, kaj želimo čutiti. Zanimivo je tudi to, kaj se zgodi, ko v bistvu upočasnimo možganska valovanja in pridemo do nekih podzavestnih vzorcev in pridejo ven včasih občutki, ki sploh nismo vedeli, da so del nas, jih sprostimo in potem ustavljamo nove misli in vzorce tja, tako da ful močno orodje, res sem navdušena nad njim. Kako ti je pa to, da si šla na Joe Dispenzo, na njegov seminar, pomagal pri tem, da si poglobila svoje znanje oziroma svojo radovednost mogoče? Glavna misel, ki se mi porodi ob Dispenzi je bilo, v bistvu jaz sem bila tam preplavljena z ljubeznijo, imela sem je preveč, če poznaš to občutek. Jaz sem imela toliko ljubezni, da nisem vedela, kaj bi z njo sploh. Jaz sem kar hotela objemati ljudi in jim dajati pač ljubezen deliti z njimi, tam pa itak so sami taki ljudje in potem se to razširi in se čuti v celem prostoru. 2000 ljudi je bilo, se čuti, da so vsi v tem stanju, ki želijo dajati, ker smo bili v takem obilju vsi, obilju občutkov. Dovolj sem si in več kot dovolj imam, da lahko dajem. In to ni prišlo iz neke zunanjosti, ampak pač iznoter. In do tega smo prišli z zelo veliko meditiranja. Tako, mislim, da je bilo 33 ur vse skupaj v enem tednu meditacije. In ta prvič, ko smo sedeli 1 uro, sem mislila, da me bo kolki bolel, pa vse skupaj, ker nisem vajena takole sedeti, 1 uro. Potem pa par dni kasneje sem tako, samo 3 ure je bilo, pa dajmo še malo, se mi ful sede. Pa je bilo enkrat ob 5 smo začeli in smo 5 ur meditirali, 4 smo začeli in smo 5 ur meditirali do 9 in sploh opazila nisem. Mislim, da je pač 3 urce, noro je bilo, res noro. Kaj pa se ti je dogajalo med tem procesom, če lahko malo pišeš, ko si meditirala? Kaj si delala oziroma si kaj delala? Itak je vodeno, kar je meni precej lažje. Nisem še tako globok, da bi uspela brez nekega vodenja iti globoko vase. Delali smo s kaleidoskopom tudi, da te odpelje v nek drug svet, ful zanimivo. Pa pač odvisno, čemu je meditacija namenjena. Neke so bile tudi hodeče, tako da smo 1 uro hodili, poslušali meditacijo. In jaz sem mislila, da bo to precej težje, ampak mi je bilo v bistvu lažje padati noter. Z odprtimi očmi, tako zreš nekam mimo ljudi, res gleda drugače, kot 2000 ljudi hodi po plaži, pa zre v prazno, nek Zombieland. Ful se mi je zgodilo. Pa potem je še tako, kad ti vadiš, v bistvu to je namen walking meditation, da med tem, ko ti prideš do tega stanja, da ga daš tudi v zunanji svet, da nisi samo z zaprtimi očmi za 4 stenami v nekem notranjem miru, ampak tudi med tem, ko si med ljudmi. In mi je res lažje po tem seminarju priti v stanje, ko se odklopim, ko nisem povezana z zunanjostjo, ampak se čutim, kdo sem brez okolja. In to me pomirja. Kaj bi rekla, da je namen meditacije? Zdaj po tej izkušnji, ki si jo imela in po tem vsem znanju, ki so tega predali, kaj je nekak namen meditacije? Zakaj meditirati?
Zakaj ste vi meditirali 5 ur? Prvo mi pade na misel to, da se spoznaš brez vseh teh lupin, ki si jih daš nase, pa vseh mask, ki jih igramo. Da se spoznaš, kdo si zares. In potem drugo, kar smo tam delali pri dispenziji, je veliko vadenja vzorcev, obnašanja, mišljenja. To mislim, da lahko zelo veliko narediš v podzavesti, kar se potem spontano pozna na zunanjosti. In pa začneš opazovati, koliko enih sinhronicitijev se ti zgodi in koliko enih čudovitih priložnosti, kar pride, kar tako. Ker nič ne narediš, pa pridejo. In je enostavno in pa veš, da je to prav zate, ker čutiš s celim telesom, točno tukaj moram biti in točno to početi, kjer sem. In kontra, ko si nekje, ki te tišči, ko čutim na nekih področjih življenja, da kar ne gre naprej, kakorkoli vlagam, se ne premakne, mislim, da je zelo jasno potem, da verjetno tja ne gremo več, ne, da slejko prej te bo zaprlo pot. Kaj si se naučila o vedenjskih vzorcih? Torej, kaj je bilo nekaj takega, kar nisi vedela prej in si se tukaj recimo naučila? Začela sem se spraševati za vse, kar verjamem, kar so moja core beliefs, veš, tisto prepričanje globoko, ja. Sem se začela spraševati, a je to res? A je to nekaj, kar sem se naučila, ali to res velja zame, ali je to prepričanje okolja, ki sem ga prevzela nase. In pa, da lahko spremenim to prepričanje. Začela sem že prej, v bistvu, zdaj že par let delam na tem, opazovati svoje misli in ko nekaj izrečem, pazim, da ni na ta način, da sama sebi škodujem, ker mislim, da telo več čas posluša in da ne razume sarkazma. In probam, dajati ven pozitivne besede in če se opazim, da rečem negativno tudi o sebi, se probam popraviti. Se upravičim sama sebi, ne, nisem tako mislila, delam še na tem, mogoče nisem še tam, kjer si želim biti, ne želim pa grdo govoriti o sebi. Tudi iz fore, ne, no, tako. Se mi zdi, da je pomembno to, kako se pogovarjamo sami s sabo. In včasih opazim, sploh na kakšnem coachingu, kaj so tisti vzorci, ki si ljudje ves čas ponavljajo. Ja, jaz tega pač ne znam. Pa pač, jaz nisem dobra pri tem. Ker trdno prepričanje, pač to meni ne gre. Pa pri treningih tudi, ko pridejo stranke, pa govorijo, jaz pač nimam mišic, ali pa jaz to ne znam, jaz to ne zmorem, tega jaz ne bom dvigala in potem poskušam to spreminjati, dajmo najprej besedno, pa potem čez prepričanje spremeniti. Nisem še, ali pa delam na tem, da bom vedno boljša, sem na poti k boljši verziji sebe in tako naprej. In ko si introspektivno to gledala pri sebi, lastna prepričanja, kje si videla, da so bila največkrat ustvarjena? In kako si vedela, da je to res? Tega ne vem, če lahko z gotovostjo trdim, ker nisem šla tako globoko, pa nisem šla s terapevtom v to. Ampak mislim, da smo vsi dobili večino vzorcev iz otroštva pa okolja. Jaz vem, da tudi nekaj iz pretekle veze sem opazila, da so bili močni vzorci prepričanja, ker sem šele letos ugotovila, da niso bila moja. Ne vem z gotovostjo za vsako. Ne. Če bi zdaj nekomu rekla, kaj si dobila od tega potovanja v Ameriko, mogoče če bo šla zdaj tudi malo širše, in pa seminarja Joe Dispenze, kaj bi rekla, da je tisto, kar si dobila ti in zdaj želiš dati ljudem? Predvsem jasnost. In pa to, kar sem prej rekla, da vem, katera pot je prava zame. Zdi se mi tako škoda, da zapravljamo življenje za poti, ki nam niso namenjene. In želim tudi to z najnim workshopom, predvsem to je moja največja želja, omogočiti ljudem, da najdejo svojo pot, brez da mi da pokaževa, je to moraš iti, ker itak ne veva, noben ne ve za drugega. In za tiste ljudi, ki mislim, da jih je zelo veliko, vse taki, ki se mi približajo, pa me vprašajo za pomoč, ker ne vejo, kaj bi. Mogoče delajo nek job, pa niso zadovoljni z njim, mogoče so v vezi, ki niso zadovoljni. Pač nekje so stak, pa ne vejo, kako naprej in bi rada jim omogočila, da sami najdejo, mi da jim samo odpreva prostor, dava orodja in nek časovni okvir, da imamo v tem času spoznati en del sebe, ki ga zdaj še nismo, pa mogoče začutiti, kaj je prava pot za nas. In dejansko, tudi če jaz pogledam svoje obdobje iz tega časa, je mene v to smer peljala.
kako iti globi, kaj si res želim delati. Koliko stvari delam, pa koliko prepričanj imam, ki mi ne služijo več. Ne? Ja, konstantno delo na sebi oziroma delo na opazovanju, delo v sebe, na sprejemanju stvari take, kot so, na sprejemanju tega, da vsaka sprememba, ki se zgodi, je v bistvu potisk v tisto smer, kamor nam je namenjeno iti. Lepo je, da tudi, ko ta projekt delam, veliko stvari ujamem in to ne bom nehal delati, zato ker vidim, skje, a veš, se je razvilo nekaj. In ena stvar je tudi workshop, in ta bo zdaj totalno drugačen. Če bi ga zdaj primerjala z tem, ki sva ga že naredila skupaj, kaj bo tukaj drugače? Mislim, po mojem sploh ni primerjave. To je bila samo izkušnja za naju, da sva videla, kaj lahko s tem narediva z individualnim delom. Zdaj pa, mislim, tudi mi, da sva šla oba verjetno nek korak naprej v svojem življenju. Vidim ful več smisla v tem, kar zdaj pripravljava. Je bila pa Ana ta teden tvoja pri meni na treningu, pa sem vprašala, kako se ji zdi to, kar je pa slišala, ne vem, koliko sta govorila, da jaz sem čisto navdušena in komaj čakam, da začneva. In je rekla, da se strinja z mano, da te še nikoli ni videla toliko navdušenega nad enim projektom. A je to res? Ona meni tega sploh ne poveš. Ja, pravi, reči, da jaz vprašam. In to je tudi ena stvar, ki sem jaz pri sebi opazil, ta navdušenost. Jaz sem velikrat bil zelo navdušen nad stvarmi, ampak sem bil polutrink. Jaz sem bil navdušen in vso svojo energijo maksimiziral, nekaj začel, nekaj naredil in pol je to začel pojenjati. In kle si predstavljam zdaj, da je to del mene, mogoče so to zdaj čuden slišali, ampak da je to nek pes v meni. Pes, ki želi samo iti, laufati po travniku, loviti žogco, lajati, se dreti, skakati okoli, itd. Ampak tudi on mora vedeti, kje je meja tega. In dokler pač sem jaz bil samo ta pes, sem samo šel. In tudi kle s tem projektom se mi zdi, da bi samo šel, če ne bi imel tega zavedanja, da si ne želim samo iti. Jaz želim, da je to nekaj, kjer bom jaz čez celoten proces čutil izpopolnjenost, navdih. In to se ne more zgoditi tako, da jaz vso energijo maksimiziram v ta občutek navdušenosti nad tem in da pol to usahne. In si pustim biti navdušen, da se bova prav razumela. Ampak ne iščem tega občutka. Ta je bila ključna. Prej sem ga podzavestno po moje iskal, kot nek dopamin hit, kar je po moje čisto naravno, ampak zdaj se zavedam, da tudi, ko pride, jaz še zmeraj želim ostati pomirjen. Jaz še zmeraj želim biti popolno prisoten v trenutku, ko bom na dogodku, ne samo gledati, a sem uresničil lastna pričakovanja, ki sem jih imel, kako bo to izgledalo. In kle je problem tega navdiha. Ti si na začetku predstavljaš, kako bo to izgledalo, zato te potegne noter, zato si ti v ekstazi. In potem se stvari začnejo odvijati in pridejo izzivi in si tako star, nisem si tako predstavljal. Tega se ne želim imeti. In tudi način, kako se lotevava zdaj tega, mi je uživam v celotnem procesu. In se ne obremenjujem, koliko bo ljudi prišlo, ko jih bo rekli ja, itd. Pač že samo procesu res uživam. In da to delam s tabo, tako kot sem ti zadnjič rekel, ne predstavljam si drugega človeka, da bi s kom to delal, kot s tabo. Iskreno. Ker občudujem, kako greš čez lastne izzive in kako veš, kdo znotraj tebe si. In to gledati je nekaj najlepšega. In jaz s takimi ljudmi želim delati, zato ker tukaj je tudi ogledalo zame. In če si ti sposoben to imeti ob sebi in delati z nekom projekt za isto dobro, ista stvar zanima, ki bi jo rada dala ljudem. Torej, ugotovi, kdo si, poveš se bolj svojo esenco, spusti prepričanja, nauči se biti tam za nekoga, nauči se poslušati, nauči se sprejemati in nauči se dajati. In to, kar si zdaj ti govorila, je tako, jaz samo občutek imam pač hvala Bogu, to pomeni omogočanje prostora, da se to lahko zgodi. In ta workshop je v bistvu sam prostor za naju, da lahko dava vso to ljubezen, ki se nabira ljudem. Mogoče se je to zdaj malo poetsko slišati. Ful poetsko, ja. Ampak jaz toliko vidim smisla v tem, da ni stvari, ki mi lahko reče,
da to ni moja pot. Nisem se nikoli v življenju še počutil, da delam nekaj, kjer sem lahko to, kar sem, in v tem ne čutim občutka imposterja. Niti mal. Zadnjič, ko sva bila na Kubotu, kjer bo tudi workshop potekal, Kubo Golf, izjemen prostor. Se mi zdi, da sva oba v unem prostoru, ko sva bila, se počutila, kada je namenjena. Ne? Pač, Jure, jaz sem se ti hotela še enkrat, sem ti že, ampak zahvaliti, ker pač meni je bil ta sestanek, ki sva ga imela, tam srečanje, ki si mi pokazal ta prostor, meni nekaj spremenil, nekaj se je zgodilo meni, ker se je spet prižgala igrca v meni, o kateri sva govorila na prvem sestanku, ki sva ga imela za skupno sodelovanje. Se spomniš? Ker sem govorila o ognju in sem bila tako, gremo delati. Spet se je to zgodilo in nekaj časa je že ni bilo na ta način. Nazadnje je bila, ker sem ta velik breathwork vodila, ampak zdaj je bilo tako, to bo long term in jaz to čutim s celim telesom. In isti dan zjutraj sem se zbudila tako malo depresivno in malo zmedeno, kaj jaz delam s svojim lifeom. Včasih pride pač ta občutek. Ja, tako pride, kaj ne rečem, iskreno. Ja, smejim se, ki ga poznam. Jaz sem tako, kaj je to? A sem jaz sploh na pravi poti? Ma se mi ne da sploh nič? Utrujena sem, kar neki. In pa tako upam, da bo Jura danes v takem moodu, da bo imela ful dober tale mit, ker pričakujem, da se bova spet ujela in da bova začela graditi in da bom budna in da bo nad pričakovanji. Res in od takrat naprej sem tako, gremo delati, ko me čakam. Tako da ful hvala. Ja. Ful hvala. Ja, ker je se bilo dobro. Veliko stvari je mogel odpasti. Veliko je to leto kače mogel vzeti sabo pri meni, da sem bil sposoben dati točno to, kjer ti avtentično verjameš, da bi rada sodelovala z mano. In to je ful dobro, zato ker dalj, ko sodelujeva, bolj kritična postajava do tega. In sploh to obdobje zdaj po 1 letu, po 2 letih sodelovanja, to je, sem večkrat opazil, ključno. Tam ti vidiš, a je to ali ni to. Tako kot tudi v partnerstvu ali pa tako. Tista 2 leti, pač kar se dogaja prej, je zgolj delanje stvari, ki ti padajo na pamet in samo grajenje. In zdaj na tej točki, kjer sva, mislim, da če ne bi imela res oba za sabo tega obdobja, ki se je zgodil po tistem najinem progress reportu prejšnjem, ne bi čist zares vedela, kaj si midva sploh želiva, individualno in kaj si želiva narediti skupaj. In stvari, ki si jih ti naredila, so meni veliko dale in stvari, ki sem jih jaz naredil, so tebi veliko dale. Samo zato, ker pač nama je vesolje pokazalo, delite skupaj. To je to, naredite to, kar ste si zamislili. In tudi jaz, ki sva prišla na ta sestanek, o katerem si govorila, sem bil malo tako pod pritiskom. A veš, občutek sem imel, da moram zdaj jaz tukaj voditi, ustvariti in ne vem kaj, ampak kar je bilo smešno, je, da se je to po naravi zgodilo. Da je iz mene nekaj samo šlo s tem, kar sva se pogovarjala in dajali to na papir in kar naenkrat se je začel iz sešna v sešen graditi neka rdeča nit tega, kar bova delala. In to je zame redko, ker sem si prej lagal, da sem jaz tisti, ki bo spontano vse pelil. Da jaz ne rabim biti pripravljen. A veš, pač vi pridite, pa bomo že, zmeri se bo zgodil nekaj lepega. Le spontano. In tukaj se je pa ta del mene, ki se je začel tekom teh pogovorov z Gregor Kosijom, Borutom Jegličem in Klemnom Selakovičem so se pogovarjali, a veš, s takimi vprašanji, ki sem sam sebe v bistvu spraševal, kaj si jaz res želim. Tukaj se je pa začela kazati ena verzija mene, ki jo doprej nisem poznal. In ta verzija mene se pa zaveda, da je, če želimo nekaj dolgoročno dati ljudem, je treba biti čez proces bolj zraven. In ko sem jaz pogledal svoje workshope vse za nazaj, jaz tega nisem delal. Še zmeri so bili dobri za tistega lahija, ki jih je izvajal. Jaz sem dal vse od sebe, kolikor sem lahko dal. Ampak kjer zdaj vidim jaz ta totalen pivot, kako bo workshop delala, da ne bo individualnih srečanj, da bo samo 6 skupinskih in da se bojo povezovala med sabo in da bo ogromno meditacije, da bo ogromno breathworka. En session namenjen breathworku, ki ga boš ti vodila. To je pa tisto, kjer jaz pač vidim, ok, v redu. Če imamo pa mi nek sistem, po katerem gremo in tukaj midva lahko gledava sebe, če bi bila midva udeleženca, kaj bi si želela, kako bi si želela, da ne vem pele skozi te izkušnje, ki jih zdaj midva mava, pa jih lahko dava. Kle se mi pa zdi, da bojo pač tudi ljudje začutili.
Da je to nekaj tazga, kjer še bolj lahko prvo midva zasijava in potem vsi ostali tam. Gre se za opolnomočenje, gre se za odpiranje prostora. Ne? Jaz bi v bistvu šla na tako delavnico, če bi bila jaz v obdobju, ko ne vem kam naprej, bi hotela iti na točno tako delavnico. Ker mi ne povejo, kam naj grem, ampak mi sam pustijo, da se bolj spoznam, pa mi omogočajo to na čim bolj tak strukturiran način, pa hkrati prosto, ne vem, to si predstavljam, to prav zase bom naredila svoj del delavnice, sigurno za preteklo verzijo sebe, ki je bila precej bolj izgubljena in ki ni še znala začutiti notranjega miru. Tako. Ja. Še z ene perspektive bi na to stvar pogledal iz lastne izkušnje. In sicer, jaz sem se dosti spraševal, zdaj okoli podcasta se gradi kar velika skupnost že, kar velika skupnost. Ampak jaz sem dostikrat imel občutek, da to, kar jaz želim delati kot biznis, ni za njih. Da oni prihajajo podcast poslušati in da mene vidijo na drugačen način kot to, kar jaz predstavljam sebe v poslovnem svetu. Marketing, strategija itd. In sem se spraševal, pa kaj bi bilo po naravi tisto, kar bi poslušalcem tega podcasta, pa tistim, ki so malo bolj povezani s tem, ki jim je dejansko všeč, ki so naročeni na kanal, ki pač jim je mar do teh vsebin. Ne pridejo samo zato, ker jim je en gost kul, ampak ki dejansko tudi vidijo v, ne vem, mogoče mojih monologih smislu, ker spustim tega psa, da laja. Kaj bi bilo za njih? In čez dalje bolj tudi skozi pogovore s Kosijom, Selakovičem, pa Jegličem, pa ostalimi, sem jaz začel dojemati, da v bistvu konstantno nekaj forsiram. Konstantno nekaj na silo hočem ljudem predstaviti in jim dati z vidika marketinga, strategije tega. Medtem, če pogledam, kaj pa po naravi želim ljudem dati, je pa to čisto nekaj drugega. In ta workshop, v bistvu tudi udeleženci workshopa, ker sem jih vprašal, zakaj so prišli. Noben ni prišel, redko so prišli zaradi strategije pa tega, kar bi v biznisu mogli. Sploh te zadnjih par workshopov. So rekli, ne, zato, ker pač nekaj je na tem, da znaš poslušati, da znaš dati prostor in da znaš pač ljudi opolnomočiti, da sami lahko poskrbijo zase. Ampak spet nekaj je manjkalo. In manjkala je moja sproščenost, po moje tudi. In zdaj se počutim veliko bolj sproščenega, ker sem se kadarkoli prej. In verjamem, da tudi zaradi tega bo to, kar sva midva napletla, ki je ratal kar kompleksno, iz vidika tega, koliko bova ponudila, meni še zmeraj zelo lahkotno in ta občutek iščem. In če čisto malo zdaj pogledava iz tega, kaj se bo dogajalo na tem workshopu, kaj ti misliš, da je tisto, kar ta workshop ponuja zdaj? Glede na to, da bo toliko strukturiran v 6 tednih, da bo tako naprej sestavljen, to mi je blazno všeč, by the way, to je direkt moj način dela, da se naprej ve točno, katere tematike se držimo. In da bo tako lepo peljal od začetka, od osnov, da potem ima bolj naprednih stvari. Mislim, da ljudem lahko ogromno da zavedanja, kam želijo iti v življenju, kako se želijo počutiti in spremeniti, katerokoli področje življenja si ga bo želeli spremeniti. Tudi meni bolj paše delati to, kakor poslovno področje, kakor sva se lotila v prejšnjem. Ampak mislim, da to spontano pride zraven. Itak, če delaš na sebi, posel raste spontano, če ti je to namenjeno, da ta posel delaš. Sicer pa najdeš nekaj drugega, kar je bolj aligned s tabo. Aligned? Povezano. Bolj vibrira s tabo. Kar bolj vibrira s tabo, ajde. Ja. Predstavljam si, da jim bo dal jasnost, pa želim si, da notranji mir in da tistim, ki se spopadajo z nekimi občutki tesnobe, anksioznosti, da jim da orodja, kako se umiriti in kako si dati prostor za te občutke, da jih tudi zaživijo. Da jih občutijo in potem dajo naprej, da lahko zaživijo v svojem miru. Tako. Ta del omejujočih prepričanj je nekaj, kjer jaz vidim ogromno potenciala za rast pri ljudeh, pri komorkoli. Torej, ta prvo spoznati svoj monolog v glavi, spoznati te delčke, ki ti šepetajo, kdo si, dati ven to. To bo en session, recimo, to prvo v bistvu, kjer se bomo samo ukvarjali s tem, kako se mi vidimo, kjer so stvari, ki jih verjamemo, da so resnične v nas. In
to toliko časa tumpali, dokler ne bomo ugotovili, da so to v bistvu samo misli in da ko smo sposobni to dostikrat opaziti, se naredi prostor in tam se začne ustvarjati lahko neka nova verzija nas, ki nam bo služila, ki bo bolj prijazna, ki bo to, kar si mi želimo postati. Ampak da ti sploh veš, kaj si želiš postati, moraš ta prvo narediti prostor, da se lahko to vprašanje sploh vprašaš. In jaz ful vidim ta del, da bo zasijal čez ta workshop. In tudi, da bova lahko pač bolj pojasnila vsa ta področja, ki se jih bo dotaknila in vse, lih zaradi tega delava webinar. Tako da vsakega, ki bo tole poklical, webinar bo brezplačen, 9.3. na Zoomu. Omejeno število mest, ja, ampak bomo imeli 1000 mest. Na zadnjem webinarju se je prijavilo 700 ljudi, tega jih je prišlo 400, 300, kar je vrhunsko. In tudi to je bil indikator, da nekaj očitno, da greva v pravo smer. In jaz verjamem, da bo letos še več ljudi prišlo, ker tudi znanje oziroma izkušnje, ki jih mi dva imava, jih bo lahko tam veliko bolj delila. No, in na tem webinarju bova tudi več povedala workshopu, več bova se dotaknila konkretnih stvari, tehnik dihanja, načinov spopadanja z anksioznostjo, iskanje lastne esence, spopadanje z delčki sebe in pa predvsem tudi to, kar jaz verjamem, da je ključno in za workshop in za webinar. Kako smo lahko bolj prisotni skozi vse, kar delamo. Ko se lahko večkrat opazimo, kdaj odplavamo, kdaj smo na avtopilotu in se znamo ustaviti, zadihati in biti prisotni. Ne da hitimo čez life. Jaz to čez lastno izkušnjo gledam, pač ker včasih se ujamem v nek tok, ki me sam pele in pol sem živčen in pol v enem trenutku sem sam, kje si ti zdajle? Easy. Z otrokom se igraš. Zakaj razmišljaš o unem mailu, na kjer ga moraš odpisati? Zakaj ta jeza od spodi? Daj si vzem čas, pismo 5 minut stran, nadihi se, sprost se in ne nositi verzije sebe, ki je dobra za posel, domov, ker ni dobra kot fotor. Te zadeve. To je nekaj tazga, kar se mi zdi, da je res dragoceno. In ja, tako da ta webinar, po moje 2 urce smo dobri. Ja, sigurno, znava se razgovoriti. Ja. Workshop pa pride pol aprila. Ga bova pa tudi že v bistvu zdaj, ko boste to epizodo gledali, že lahko od spodaj v opisu najdete oba linka. Jaz mislim, da mi bo uspelo oba sajta postaviti. Tako da ja. Jaz bi rada govorila na webinarju še o nevrološkem sistemu, ker se mi zdi, da ima tako velik vpliv na naš vsakdan in kako lahko prepoznamo vzorce in jih spremenimo tudi, da je to vse v naših rokah, kako živimo svoje življenje in kako smo se pripeljali do točno sem, kjer smo, z načinom razmišljanja in delovanja, ki je lahko zavestno ali pa manj zavestno, odvisno kako se odločimo za življenje živeti. Hočemo svojo igro igrati ali pa slediti drugim. Katero eno prepričanje si ti pri sebi spremenila, pa ga nadomestila s čim? Da ne pripadam. Ta je bil ful močen. Moj še nekaj let nazaj sem imela občutek, da ne pripadam v večino družb, kamorkoli sem prišla in sem pač ljudje, ki jim zdaj to povem, ki me zdaj poznajo, težko verjamejo to, ampak res sem imela zelo nizko samopodobo in samozavest in nisem upala niti govoriti o družbi ljudi in če sem mogla kaj povedati, sem zelo hiter in zelo na kratko, da je šlo čim prej stran od mene, da sem se lahko skrila spet v svoj mir, pa opazovala, ker se nisem počutila, da imam kaj zadati ali da sem dovolj zanimiva. Sploh pa nisem hotela se predstaviti ali pa nekaj o sebi govoriti. To se je potem spremenilo, ker sem ugotovila, da smo vsi sam ljudje in da imamo iste probleme v življenju, ne glede na to, kje si na socialni lestvici ali pa kaj si dosegel v življenju, pa kako izgledaš, pa kako se oblačaš, nima nobene veze. In potem zdaj pač pristopam do kogarkoli z enako energijo in vidim, kako se odzivajo. Tako da ja, to je bilo zelo močno prepričanje, ker sem ga spremenila in sem zelo zadovoljna, da sem ga. Mi je pomagalo narediti veliko korakov naprej. Ta občutek sprejetosti, s tem se lahko ful poistovetim, če nazaj gledam prejšnje verzije sebe. Se mi zdi, da sem konstantno delal stvari za to, da bi me ljudje videli pa slišali. Še zdaj kdaj imam občutek, da ampak zelo manj, mislim veliko manj. In to mislim, da veliko ljudi nosi s sabo. Pa ne pove, sploh
danes v tej družbi, kakršna je fantja, ne mladi, 20 leta. Ti moraš že imeti avto, ti moraš že imeti to, ti moraš že imeti un, ti moraš že biti to, vse živo. Kje je prostor za igro? Kje je prostor za napake? Ni ga. A veš, igra statusa, igra denarja oziroma niti ne denarja, blišča, kazanja je zelo nevarna. Ne? In se mi zdi prav, da se daje neko protiutež skozi to, ok, lej, ni panike, če vse to imaš, vse je good. Ampak kaj pa noter? A delaš tudi na tem delu? Ker če se ti ne boš pustil igrati v življenju, sploh v 20-ih, kako boš ugotovil, kdo si? Takrat je čas, da se to dela. Ne vem, ne bi rada rekla, da je nujno potreben ta občutek, ampak mislim, da to, da imaš vse feeling, jaz nisem dovolj dober, ti toliko veliko da v 20-ih. Skoraj vsi uspešni ljudje, ki jih poznaš, so imeli ta občutek in zaradi tega so uspešni. Pač to jih je driver. Tako da ne vem, če bi želela toliko zgodaj ljudem preprečiti, da to čutijo, ampak naj bo malo tam, malo te puša. Pa, ko se začneš zavedati, da nisi ta zunanjost, pa pride notranji mir, ampak se mi zdi, da to bolj pri 30-ih pride. Redko kdo je tako pomiren sam s sabo pri 20-ih in mogoče je zelo pravtko, mogoče je namenjeno temu, da so 20-ta bolj za grejenje in 30-ta bolj za notranji mir. Ne vem, to je samo tako, kar mi pride na misel, glede na opažanja uspešnih ljudi in potrebo potem, da se dokazujejo v 20-ih. Ful dobra istočnica. Mislim, da je Naval Ravikant rekel, ko so ga vprašali, kaj bi spremenil za nazaj, ker je bilo veliko failov in vsega v 20-ih pa to. Je rekel, čist nič ne bi spremenil. Vse me je pripeljalo točno dokler, kam je. Ampak eno stvar pa bi. In to je, kako sem jaz dojemal sebe skozi ta proces. Kakšen sem jaz imel dialog s sabo. Koliko sem se trpinčil, pa koliko sem se stresiral, kje bi že mogel biti, pa še nisem. Se mogoče je to ta driver, ne, od zadaj, ta motivator. Ne bo. Ampak, ja, pismo zanimivo. A bi lahko bil uspešen brez tega? Jaz mislim, da lahko, če bi bil driver nek drugje. Da bi bil pač ta dejansko zavest toliko močna, da je igra bolj pomembna kot outcome, Ja. da ne loviš v bistvu nekega cilja, ampak loviš samo izkušnje. Da v bistvu ti je point, da kar te pokliče, greš to delati. In si all in. Brez hefesanja, brez strahu, a je to, kar bi delal v lifeu. Sliši se amazing, poetično zelo, ampak ne vem, če si lahko to privoščiš pri 20-ih, ki si brok. Da lahko probavaš stvari, ne vem. Tako jaz vidim to obdobje, ker zdaj bi jaz tudi tako, da imamo vsi bolj v miru delati, pa tako z bolj notranje povezanostjo, pa tako. Ampak včasih nisem bila približno taka, pač stroj, gremo sam delati in to mi je ful dal. Tako da jaz tudi ne bi nič spremenjala, pač bilo mi je težko, zelo sem izgorela, nisem bila v ženstveni energiji, ampak ja, pač tako je moglo biti. In tudi jaz ne bi nič spremenjala za nazaj, ko sem se matrala. In tudi svojega notranjega dialoga ne, ki me je pripeljal do sem. Hudo. To je tudi drugi časi, drugače doživljamo stvari, drugo okolje, tako se hitro vse spreminja. Težko je biti nekomu brihten za nazaj in tako deli. Ali pa zate bi bilo bolj, da se več igraš v 20-ih. To je čist, res je, imaš prav, stari. To je pač moj filter, Moj filter. Ampak meni se zdi, da sem se jaz dosti igral, tako, iz vidika. Sem imel 20-ta pač turbulentna, 30-ta zavestno želim imeti umirjena in so umirjena. Tudi poslovno. Ampak ne pomeni pa, da bi zdaj vsak mogel to imeti. To pa daleč od tega. Se mi zdi, da to je tudi point tega, da ljudem pustiš, da grejo po svoji poti, da so to, kar so. Da modruješ ali pa kažeš nek ideal, kako bi mogli biti. Lahko sam deliš, kaj si se naučil, pa kako se zaradi tega počutiš. In če se počutiš dober, se verjetno tukaj nekaj skriva. Mislim, da ljudi avtomatično vleče k takim, ki živijo sami sebe in ki se čutijo avtentičnost in notranji mir. Mislim, da zato se ljudje radi družijo s tabo, ali pa, ker sem enkrat vprašal, zakaj te dajo na naslovnice, pa zakaj pridejo ljudje radi na podcast. Mislim, da je to tisto glavno, ki se čutijo tvojo avtentičnost, pa si oni pustijo biti bolj avtentične verzije sebe ob tebi, pa ker ni občutka obsojanja, ampak pač ja, to je tvoja pot. Cool. Zanima me več. In
to je tisto, kar nam ful paše. Še ene stvari bi se dotaknil s tabo, ki me zanima iz tvojih izkušenj v tem obdobju. Če bi zdaj šla nazaj, preden si se spopadla z vsemi temi izzivi in bi gej lahko nekaj takrat rekla, od tega, kar si se skozi proces naučila, kaj bi rekla? Dobro poznaj svoje prioritete in ne odstopaj od njih. Kako prepoznati svoje prioritete in kako ne odstopati od njih? Zdaj je moj način vedno to, da se umaknem, zato da ne poslušam ali pa ne čutim energiji drugih, ampak da začutim sebe. To pomeni, da grem sama v naravo ali pa na potovanje. Veliko pišem, hodam in takrat, ko se pogovarjam sama s sabo, sploh skozi dnevnik, pač to je meni najboljši terapevt, ugotovim, zakaj sem na tej poti, kjer sem, kam želim iti naprej in s kom se želim obkrožati, čemu govorim ja, čeprav moje telo celo govori ne. Katere navade mi služijo dobro in kje se sabotiram. Tako. Kako se potem držim tega, naredim si nek plan, okviren. Moja vizija prihodnosti ne gre prav daleč, nekje se mi ustavi v parih mesecih, recimo zdaj lahko vidim ta čas, ko se mi ne pogovarja za sodelovanje, potem pa naprej ne gre. Ne vem, zakaj se zgodi, pač jaz ne moram videti v september. Mislim, da je toliko opcij odprtih, da sploh ne želim zares. Ampak si naredim plan, prioriteta je moje zdravje, potem moj primarni odnos in potem vse ostalo. In tega se držim. In ko vidim, da me zanese, da pač nisem več prijazna do sebe, pa da skrbim za svoje zdravje, preverim spet, kje smo, ok, prioriteta je to. Spanje, šport, meditacija, dihanje, narava, moj odnos, pa ostalo. Če si ne boš ti dal svojih prioritet v urnik, bojo drugi dali tja svoje. Ta je ena taka močna, ne? In pač sestanki so vsi noter, ampak imaš noter čas zase, imaš noter trening, imaš noter meditacijo, imaš noter sprehod. Jaz imam meditacijo v koledarju, pa videla sem, da imaš ti tudi, imaš Irina, ne? Jaz imam noter, prvi del mojega dneva je noter do konca leta isti. Pa vse zelo, da se bo kaj spremenilo, ampak pač moj mindset je zdaj, vsakič, kjer se odprem koledar, jaz tega dela sploh ne vidim. Ker je tako, ne. Takrat sem jaz z Irino, jo pelem v vrtec, pol je trening, pol se pa dan začne. Zdaj, če res nekaj konkretnega vskoči, ok, ampak to je življenje, ki sem si ga želel imeti. In to se ni zgodilo tako, da sem se jaz odločil, pa je bilo jutra drugače. Proces je bil, ampak konstantno pa neko zavedanje, da zmorem živeti tako, kot čutim, da je prav zame. Pride zraven ful odgovornosti, pride zraven ful enih stvari, ki jih moraš shendlati, ampak pismo, kar nekako se izide. In potem si tako pismo, a res moram toliko zaupati vesolju. In toliko v bistvu delati samo na tem, da sebe spoznavam in drugim okoli sebe sem sposoben dati in biti dober, biti človek. In pol kar se ti poklopijo stvari. Pa pridejo težki trenutki, pa ja, pridejo, ok, v redu, nekaj me hoče naučiti, nekaj me pele. Kdaj pa je bilo obdobje teme zate? Največje teme, do zdaj, v lifeu. Ja, smrti, takrat, ko so šli dedek, babica pa fotor v pol leta. Tisti je druga perspektiva. Ta stena bi bila čist črna. Ampak zanimivo mi je, ker tudi zdaj, ker sem imel gosta, sem imel tegale Simon Doma, ki je bil zaprt v Venezueli. Zanimivo mi je, kako tudi on vidi to kot nekaj najboljšega, kar se mu je zgodilo. Tako nekako jaz vidim te smrti. Kot nekaj najboljšega, kar se mi je zgodilo. Kolikor se zdaj sliši to čuden. Jaz vem, da moj fotor, če bi bil še živ zdaj, mi bi bila best frienda. Jaz bi najraje čas z njim preživljal. Tako jaz kdaj, ko vidim kakšen smešen video na Instagramu, jaz bi ga njemu poslal. Ker vem, da bi crknil od smeha. Jaz takrat slišim njegov smeh. Radosten smeh, ki ga je imel. A veš, kam je šel, stari? Saj še kle. Sam ne v tej materiji, s katero smo mi obsedeni. Tako da je čist v bistvu posledica nekega lastnega prepričanja, ki ga jaz gojim v sebi, da je bila to dobra stvar. Iz tega jaz pa lahko zdaj naprej izhajam, ni žrtve. In ja, je bilo težko takrat, pač res je bilo težko. Veš, to nisi isti,
ne vidiš stvari isto. Skozi te spremlja občutek žalosti, tesnobe. Hočeš, da mine, sam ne veš, kva sploh hočeš, da mine, ker tudi če mine, kva pa pride pola, bo kaj boljš, ne bo boljš, ne, isto bo. Ne. Ampak pol mine s časom. In pol kar naenkrat v pogovorih si spoznaš, da te zanimajo ljudje bolj, da ne rabiš neki glumiti pa biti ne vem kaj vse, ampak pač da preprosto greš čez trenutek v trenutek. Ne. Ta tema je mene veliko naučila. In tudi zdaj, ko pridejo kakšni težji trenutki, niso težki. Ne. Misli o tem, kaj lahko pripeljejo, so mogoče težke, ampak sej, če delaš dosti na tem, pa daješ fokus v to, da spoznavaš te dele sebe, pa pustiš, da se to zgodi, ne da forsiraš, da se ne bi, pa se kar nekako izide spet. No. Pa privilegij je imeti ljudi okoli sebe, s katerimi se lahko pogovarjaš, ne. Da se lahko odpreš, da lahko poveš. Tako sva tudi midva najin odnos basically zgradila. Ne. Enkrat si ti poslušala, kako jaz jamram, pa si bila tako, ok, sam daj ven. Ne. Enkrat je bilo kontra, brez da sva drug drugmu modrovala, ampak bolj je bilo samo, pač ja, obdobje je. Vam boš prišla z neko novo modrostjo in pa boš cela nahajpa hotela o tem govoriti. Verjetno. In to je to so cikli. Ne. Ja. Drugače te res redko vidim, da bi šel v žrtvo, sploh se ne spomnim zdaj momenta, da si kdaj bil. A se ti opaziš, da si kdaj v žrtvi? Ja, doma ta mala, se pravi hčerka, Pritiska. zahteva toliko pozornosti od tebe, ti pa si pač zgonen in, a veš, večkrat mi ljudje na sestanku, na klicih, videoklicih, zanč mi je Darja rekla, mi je pisala pol message, je rekla, lahja si v redu, zmatran mi izgledaš. Sem jaz tako, ja, sej sem zmatran, a veš, ampak tudi vem, zakaj sem zmatran in sem čisto ok s tem, da sem zmatran zaradi tega. Jaz vem, da imam zdaj obdobje, kjer bom pač all in. Jaz do junija sem jaz all in. In to doma žena ve in to Irina ve, nje povem. Zato, ker pol, ko pride na raščaj, nočem biti v stanju, kjer jaz imam občutek, da bi mogel še nekaj narediti. Jaz takrat hočem biti doma prisoten, takrat sem jaz spočil. In tudi tekom tega procesa, zdaj te turbulence, še zmeraj najdem jaz načine, da se umirim, grem v savno, treningi, grem na golf, se imam dober itd. Ampak ja, če se ti otrok po noč zbuja, stari, tako pač je, shendlaš. Si pač zaspan, si pač utrujen. Greš čez to in kva zdaj. Je lepo, da drugi ljudje te to vprašajo, če si v redu, pa malo si tako pizda, res zaspan zgleda, meni se ne zdi. Ampak ja, all good, vidim kot ljubezen in tudi sem se zahvalil Dari, ker pač se mi zdi lepo, no, da nekdo pač to vidi in reče, ja si good, se mi zdi lepo. A se veseliš junija? A veš, ki si rekla, da tvoja sposobnost prihodnosti, Ja, jaz imam ne tam, dela. nočem se veseliti. Okay. Hočem biti kle, zdajle, rabim biti kle. In ko pride, super. Veselim se vsakič, ko vidim trebuh, ki raste. A veš, ko vidim ta malo, ki ljubčke daje gor. Pa. Čas jeste, zdaj sem rekel Iridi, da če pogleda noter v popak, bo sestrico videla. Da gleda in Ana mene gleda, pač kaj s tabo? Meni je pa rekla Ana, da gleda za majico, kao, kje je? Ja. Najbolj cute. Ja, ful je cute. In ti v teh trenutkih tudi hočeš biti prisoten. Itak. Se je, kakor si narediš, ampak veš, jaz si ne ustvarjam dodatnih pritiskov tam, ki si jih ne rabim. Ti si rekla, ti si čisto zapaljen zdaj za ta workshop, pa za webinar, pa to. Sem ja, ampak vem kdaj. In tako tudi težko mi je bilo, ker si ti rekla, jaz rabim svoj mir zdaj, jaz se rabim na formo fokusirati, jaz sem pa mogel to z nekom deliti. In pač sem ti mogel deliti in sem bil tako, sorry geja, sej nič ne rabim, da narediš, ampak moram ti dati to. In sem čutil, da je prav, in upam, da nisem prestopil meje. Ne, super se naredil. Pa ful spoštujem, da mi daš ta prostor, ker sva se zmenila, da poštimam temelje. Ja. Temelje. Kaj so ti temelji? Ja, zdaj očitno pa še forma zraven, drugače ne bi rekla. Podjetje, ki traja 10 let, rabi moja pozornost, zato je temelj. Drugače pa jaz odnosi,
družina primarna. To, predvsem počutje, kako sem sama pri sebi. In to mi tudi ful všeč na enem sodelovanju, ker če čutim preobremenjenost, vem, da lahko rečem, rabim malo fokusirati se na sebe, pa naprej. Na zadnje, ki si bila iskrena, je to pripeljalo do tega, da se je zdaj pač naredili to, kar bova zdaj dala ven in a bi bilo lahko boljše. Tudi te ideje, ki jih imava za prihodnost, pa retriti, pa jaz na Tajskem, na plaži, ki hodim, pa sem tako mi, da morava kle narediti en retrit enkrat. Pač ful vidim, ful čutim to. Veš, vem, koliko meni to da, vem, koliko tebi to da, pač da greš stran. Ful. Ampak ja, nočemo iti predaleč. Fokus zdaj na teh stvareh in bomo že. No, meni je to zadnje potovanje, zdaj po Ameriki sem šla še Kostariko pa Mehiko. Dosti je bilo. Pač toliko je bilo lepo, toliko je bilo sproščeno. Tako, to je to, kar si lahko maksimalno od dopusta želim. Živali sem videla, ker sem hotela. Ful sem brala, ful sem meditirala, vse tako, kot je treba, ampak pol je bil ta notranji feeling, ful je dosti tega. Gremo dopust stran, gremo delati, tako mi čakam, da dajem ljudem, da delim svoje izkušnje, da si vzajemno dajemo energijo in ne vem, rastemo naprej. To, pač ko mi sem čakala. Ta cikličnost, a ne? Noro. Dopuščanje temu, da po naravi veš, kdaj je dosti. Ker jaz sem na Tajskem isto začutil, ampak sem predvideval, hotel sem da tako in se je zgodil. A ne? In pač ja, na ta način je lažje pol šprintati, kaj treba šprintati. Ne? Za konec ena stvar še. Me zanima, kako bi ti to shendlala. Se pravi, delaš stvari. Rataš dober v tem, kar delaš. Veliko ljudi zdaj s tabo hoče delati na svojih stvarih, da ti pač prideš zraven in sodeluješ z njimi na njihovih projektih. Na začetku je to ful zanimivo in pač ne rečeš ne. Kako bi ti vedela, katerim projektom reči ja, pa katerim projektom reči ne? Mislim, se lahko preslikam direkt name, ker se mi to dogaja v bistvu zdaj že kar nekaj let in tako, kot si rekel na začetku, je bombonček, ker ima svojo vrednost, poveličuješ s tem, nekaj hoče sodelovati z mano, ful me kličejo, ful me pišejo. Pa slika prej ugotoviš, da oni si v bistvu želijo prepoznavnosti s tabo ali pa večje prodaje s tabo in ne vzajemnega sodelovanja, ki imate oba korist. Večini to opazam. Pri tisti, ki pa kontra čutim, pa ki me dajo malo iz cone udobja, je pa moj absolutni ja. To je zdaj neko predavanje bom zdaj vodila, ki me spet stiska, ki je toliko več ljudi, pa ki je v angleščini, pa pač, ker moram nastopati spet, ker mi je to neudobno, ampak je bilo iz prve, ja, pač to me daje cone udobja, gremo. Kje boš imela? Za tele business management. En dogodek bo za mlade podjetnike, pa imam uvod vodam in me že zdaj stiska, sam govorim ti pa tako, nastopali bomo spet. Adijo, no, to ja, bi pa pri Janiju sem vodila na delavnici Breathwork, kjer je bilo tudi spet 100 ljudi in sem čutila tako tremo, pač toliko mi je težko ostati na odru na začetku, ampak po koncu ure jaz sem bila tako happy, exuberant, ta občutek, pač celo mi vibrira, še moram tega početi in pol, ko so ljudje pristopali in so povedali, koliko jim to daje in da me kar že par ljudi pozna po Breathworku, to mi kar nekaj mi da to, no. Mi pomeni, da ljudje vidijo vrednost v tem orodju in da zaradi mene pač tudi počnejo to doma in si lahko omogočijo to izkušnjo, ki meni toliko veliko daje, no, tako. Zaenkrat še malo povezujem svojo vrednost s tem, verjetno bo minilo, ampak zdaj mi še paše to, čisto iskreno. Koliko si imela zdaj vodenih breathworkov? 4, 3, 4? 4 ali 5 javnih, ampak predtem pa par zasebnih, ki nisem delila. Sem si obljubila, da bo vsak mesec šlo, ampak zdajle, ker me ta najna situacija tako zanima, bom bolj prepletla s tem, kar bom midva delala. Ne vem, če bom imela energijo še za zraven privat delati, bomo videli, kako se prepozna, ker bo itak tukaj imel na voljo breathwork, če bo želeli. Se veseliš tretjega sessiona workshopa, ki bo v bistvu samo breathwork? Ja, malo me dela navdušeno, pa malo nervozna na dober način, ker se lahko marsikaj zgodi. Katera stvar poleg tega v tvojem življenju zdajle je nekaj tazga, kjer bi se ustavila pa izkazala neko veliko hvaležnost za njo? Za partnerstvo, sigurno. Zato, ker tam čutim tak mir in prisotnost in sprejemanje
Da mi je vse stalo lažje delati, ko se vrnem v objem. In s tem bomo zaključili današnjo epizodo, da se Geja lahko vrne v objem. Ja. Kako se ti je zdelo? A smo zaključili? Kakšen je prostor? Ja. To me zanima še. Pozabila sem že na to, da sem v spotlightu, tako da dobro. Pismo, ja. Meni se je zdela vrhunska epizoda. Opazil sem tudi, da ti moram večkrat dati prostor, da zasiješ. Se mi zdi, da si ready za spotlight. Tako. Ne bom komentirala. Hvala. Ja. Let's cut.